Hola! Pozdravljena. Wow. Moram samo tle porihtati, da ne bo blink blink delalo in da me vidite, ki sem v sobi od mojega sina. Je ful razmetano. Se moram dati tako, ekola. Malo kažina, namenoma za sodbe, evo. Tako. Okay. Ta posnetek tole se snema in boste dobili pol posnetke, tako da boste lahko še enkrat poslušali. In bomo počakali samo še malo, da se ljudje lepo prijavijo, prav? Ja. Jaz vam bom izklopila vsem pol zvočnikec, tako da se ne boste vklapljali notri, ker pač potem je to zna biti moteče, prav? Potem ne moramo nič pohvaliti. Dej zdaj. Začet lahko. Ja, itak. Ne veš kaj, ker pol se vklapljajo milijon nekih zvokov, ne, ker vsi nekaj pač počnemo, pa nehote kliknemo in tako. Tako da, samo da zdaj jaz to, evo. Ekola, da sem vas vse ugasnila. Bomo počakali še malo, da se še nekaj prijavi. Če boste hoteli kaj vprašati, lahko rokico uporabiste, poznaste. To, varianta rokico, reakcije, kliknete. Ampak dobro, to tako ni namenjeno zdaj, da bomo ne vem koliko debatirali, ker to je pač ena taka kratka, slabe pol urce, zoomčič. Ok. Jaz ne bom več čakala, ker se mi zdi brez veze, ko bojo prišli. Tako da ste ready, da začnemo. Ok, ta današnji Zoom je prišel tako na hitro, ker sem se nekaj časa že spraševala v zvezi s tem, koliko ljudje radi dajemo sodbe sami sebi, koliko sodimo sebi za to, kaj smo, za to, kar nismo, koliko sodimo drugim za to, kar oni so in kaj niso, koliko sprejemamo sodbe od drugih ljudi, ki nam nekaj govorijo, kaj smo, kaj nismo, kaj je dobro, kaj je narobe, ne. Pa da tega je ogromno in v bistvu sploh se ne zavedamo, koliko s tem, ko sami sebi sodimo, ko drugim sodimo, ali ko nekdo drugi sodi nam, ali ko smo priča, ko nekdo drugi poleg nas sodi nekomu tretjemu, okay? Koliko v bistvu stvari s tem zaklepamo nehote v naša življenja. Tako da danes bomo nekaj orodij od Access Consciousnessa, tisto, kar pač bo prišlo na dan. Drugače se že dogaja s tem, ker energijsko delam na vas. Eni sem videla, da že zehaste, to pomeni, da se stvari spreminjajo. Torej, lahko najprej vse sodbe, ki jih imate, povezani s samimi seboj, da si ne dovoliste biti to, kar ste v resnici, ker ste pač kupili neko sodbo, jo prevzeli od nekoga, si jo sami ustvarili, da niste dovolj dobri. Lahko se kar to je razgradimo, ničemo, to povemo prekličemo. Ok, right and wrong, nebed potem pokojne shows, boys and beyond. To čistilna izjava od Access Consciousnessa, če kdo ne pozna, jo greste lepo lahko na theclearingstatement.com in si malo več preberete o temu. Danes jo bom pač uporabljala, ker sem rekla, da bomo delali orodje od Accessa. Ok, torej, kako se počutite, ko recimo nekdo govori o vas? Ko ste nekje, kjerkoli, lahko je to v trgovini, lahko je to na delovnem mestu, na obisku pri prijatelju, od zunaj, ko se sprehajate. Kako se počutite, kaj razmišljate, kaj se dviguje takrat na površje, ko nekdo govori o vas? Večinoma so to sodbe. Ljudje težko zares pohvalijo v smislu iz neke res iz prispevka, iz hvaležnosti. Ljudje, ko pohvalijo, ker imajo običajno v ozadju nek namen. Če bom jaz pohvalila njo, bo ona pohvalila mene, ali je treba pohvaliti v taki situaciji, ker tako me je mama naučila, ne, ampak to ni tista prava hvaležnost, to je pač pohvala v obliki sodbe.
Tako da eno domačo nalogo vam bom dala od zdaj naprej, kjerkoli boste, s komorkoli se boste pogovarjali, karkoli boste počeli, okay? Dajte opazovati, kako se počutite, kakšne misli se dvigujejo in kaj se vam dogaja takrat, ko nekdo govori o vas, nekaj v zvezi z vami. Okay? Dajte opazovati. Okay? Lahko si recimo zdaj prikličete, da vam je mogoče malo lažje, si prikličete v misli en dogodek, ki se vam je pripetil, zgodil, ne vem, danes, včeraj, predvčerajšnjem, v zadnjih nekaj dnevih. Kjer je nekdo govoril o vas. Dobro, slabo, lepo, grdo, nima veze. Okay? Dajmo zdaj iti v un dogodek. Lahko imate zaprte očke, odprte, kar vam je lažje. Dajte se malo spomniti, si priklicati, okay, kako je bilo takrat? Kako je bilo takrat? Okay, kaj je ta oseba govorila o meni? Kako smo se počutili? Kaj se je dogajalo v telesu? Je bilo prijetno? Je bilo zares prijetno? Je bilo utesnjujoče? Kaj je delalo telo? Ste bili tako ful sproščeni, relaks in je bila ona energija, ja, še govori o meni, ful dobro, ja, govori, wow, hvala. Ali je bila ona energija, da vam je bilo ono, kot da ste bili malo v krču? Okay? Če ste bili energija, kjer je bilo ful lepo, lahkotno, prijetno, pomeni, da ste imeli, da ste si ustvarili, niste imeli srečo, ste si skreirali pač en dogodek, eno situacijo, kjer ste priklicali v svoje življenje eno lepo dušico, ki je res iz hvaležnosti delila z vami. Okay? Svoje stališče o vas, kdo ste, kaj ste. Okay? Če ni bilo prijetno, če je bilo čudno, nenavadno, če je bilo tesnujoče, pomeni, da dejansko tisto, kar vam je ta oseba govorila, kar je počela, so bile dejansko zalimane, prilepljene zraven sodbe. Okay? In ko prejemamo sodbe, se nikoli ne počutimo lepo. Sodbe v bistvu so neki zaključki, ki imajo vedno v ozadju nek skrit namen, nek skrit načrt, da nekaj s tem želijo pri nas doseči. Bom dala primer. Okay? Torej, na primer, se sprehaja, evo, zdaj sem jaz v sobi od mojega, evo, zadaj, ne? Vidite to tlele zadaj? Zgleda kot en križ, ne? Ma to ni križ, to je sablja. To je sablja, ne? Od Minecrafta lesena sablja. Zdaj vem, zakaj sem morala biti v sobi od mojega sina, ne? Pač moj sin je hotel, da je pospravljeno vse eno stvar, ker drugače je kaži na sobi. In je prošel pač očkota mojega moža, da je oči, da mi zvrta. In on je rekel, kako hoče med zvrta, no je hotel med kao, da lepo visi, ne? Ok, še malo je po strani. In zdaj on ima tam, kot da je križ, ne? In zdaj, eni bojo rekli, da je to asociacija na zanimivo, se nada, kdaj si se prijavila, čau. Eni bojo zdaj rekli, da je asociacija kao križ, ne, pač ne vem, veroizpoved, krščanstvo, ne vem kaj, ne. Eni bojo videli slabo, eni bojo videli dobro, ampak vedno so sodbe. Ko vidimo mi nekaj, vedno dajemo gor sodbe na to. Se je kdo vprašal, ko sem pokazala na ono, kaj je to? Ali ste že takoj opredelili, to je to? Ne? Tako da to mi počnemo non-stop. To mi počnemo non-stop. Dajemo sodbe, opredeljujemo, kaj je nekaj, na kakšen način je to, je dobro, je slabo, je lepo, je grdo. Okay? Tako da vse sodbe, ki jih konstantno pripisujemo sebi, drugim ljudem, stvarem, boste zdaj razgradili, nič povedali in priklicali? Mama. Right and wrong, good and bad, pod and pokolne shows, boys and beyond. Vse, kar je prilepljeno tukaj zraven, ker ste si ustvarili nek temelj, zato da potem še naprej sodite, še dodatno. Lahko tudi to razgradimo, ničemu tvojemu prekličemo. Ok, right and wrong, good and bad, pod and pokolne shows, boys and beyond. Ok, torej, evo, je napisala Sonja, da je padel takoj v oko in je padla sodba, kao križ, ne? Kaj je sablja? In zdaj recimo, ne, ko mi smo prisotni pri sebi in sledimo energiji, bomo vedno naredili tisto, kar je prispevek. Jaz, ko sem razpisala danes ta Zoom, nisem imela pojma točno, kaj bom govorila, katera orodja, kaj bomo delali. Nisem imela pojma, jaz sem dobila zavedanje, je prispevek, Maša to naredi.
In sem dobila, bodi v sobi odušena. Ma sem se pač dala tako, ne? Pa preko sem bila tlele, je bil moj obraz temen in je reklo moje telo, ne, obrni. In ko sem obrnila, cakete. Evo, tako je nekaj zasoditi, ne? In lahko vidite, sodite tudi, kako ima moj sin pospravljeno ali razmetano sobo, ne? Ampak kaj, če je to njegov red? Torej, koliko sami sebi sodimo, tudi glede tega, kakšno imamo delovno okolje, kakšno imamo dom, kakšno imamo avto, fantje, Kaj, če nima veze, kakšno je? Kaj, če je tisto, kar je prispevek, da nam je prijetno? Torej, če imam jaz rada, da so stvari pri roki, ne bom imela se pospravljeno skrito, in bom imela tam pri roki, ker mi to bolj ustreza. Če mi paše, da ni nič nikjer, da je vse skrito, bo bilo skrito. Zdaj, ko odpremo omaro, Bog ve, kakšno bo, lahko bo lepo po predalčkih, vse po vrečkah pospravljeno, lahko ko odpremo omaro, bo padlo vse dol. Tako je pri meni. Ampak kaj, če nič ni prav, nič ni narobe? Kaj, če je vse točno tako, kakor je? Evo, eno orodje, ki vam ga bom dala, si boste dobili posnetek, kar snema, tako da zdaj verjetno bo samo audio posnetek, ampak ena čistilna izjava od Accessa. Prav v zvezi s sodbami. Da vidim, kaj bo ustvarilo največ. Kakšne sodbe izbiram in si prepovedujem sam sebi, da ustvarjam bolečino, ki jo izbiram. Vse, kar to je, nas je razgradil, nič, povem prekliče, krat Godzillion. Right and wrong, good and bad, pa den pokolne shorts, boys and beyonds. Torej, kakšne sodbe si prepovedujem, da ustvarjam bolečino, ki jo izbiram. Vse, kar to je, nas je razgradil, nič, povem prekliče, krat Godzillion. Right and wrong, good and bad, pa den pokolne shorts, boys and beyonds. Ko delamo ta orodja od Accessa, je fajn, da jih večkrat zaporedamo, ker vsakič kot čebulo, en sloj odstranimo, pa še en sloj odstranimo, pa še en sloj odstranimo, pa dajmo še enkrat, pa dajmo videti, če bomo še lažji. Kakšne sodbe si pripovedujem, da ustvarjam bolečino, ki jo izbiram? Vse, kar to je, naj se razgradi, uničiti, povem prekliče, krat Godzillion. Right and wrong, good and bad, pa den pokolne shorts, boys and beyonds. Kakšne sodbe si prepovedujem, kakšne sodbe izbiram, da ustvarjam bolečino, ki jo izbiram. Vse, kar to je, naj se razgradi, uničiti, povem prekliče, krat Godzillion. Right and wrong, good and bad, pa den pokolne shorts, boys and beyonds. Vse spreminja, ste opazili, da je vsakič, ko rečem ta čistilni izrek, da je vsakič ko da malo takrat zadihate. Samo da preberem tukaj en komentar. Tukaj imamo vprašanje, v bistvu, da bi rada otroke naučila odgovornosti in če uporabi to orodje ne gre, ker jih ne more kar pustiti in reči, da je vse prav, če ni. To je zaključek. To je spet sodba. Ne, Sonja, to smo se spet naučili. Torej, kdo je tisti, ki lahko opredeli, da ni prav, da jih pustimo? Kaj, če imamo vsi vgrajeno neko naravno nek čut, neko intuicijo, da vsak pri sebi točno ve, ne, to ni prav, to ni valjda ne bom šla se ubiti. Torej, kaj, če je fajn, da jih pustimo in kaj, če je fajn, da jih pustimo lih takrat, ko so še v varnem okolju doma, zato, da smo mi zraven, da jim omogočimo, da vidijo, to so izbrali, to se je zgodilo in da se pol pogovorimo z njimi, ti je bilo všeč, ti ni bilo všeč, te je bolelo, te je prizadelo, je bilo ful dobro. Kaj potem se je zgodilo, ko smo nekaj izbrali? Ker če mi jih ne pustimo, naših otrok, pa dejansko mi nadziramo, upravljamo z njimi in bojo samo še bolj se upirali. In jaz tudi to počnem, vsi to delamo, ni da ki smo 100%, vsi je najboljši, ne? Vi točno zaradi tega, ker živimo v tej resničnosti, ker je polno sranja. In non-stop nas zasipajo z vse posod, kaj je prav, kaj ni prav, in hitro kupimo in naredimo nekaj, čeprav ne bi. Tako da, kar lahko damo svojim otrokom in sami sebi, je to, da smo čim bolj prisotni. Kaj pomeni biti prisotni? Da z mislimi, z energijo smo v svojem telesu, opazujemo, kako se počutimo, kaj zdaj izbiramo, kaj se dogaja, kaj zaznavamo, kaj se zavedamo. To je največje darilo. In to lahko damo otrokom, zdaj odvisno, koliko so stari in pač na nek način to predstavimo. Če so majhni, super, ne, si predstavljajo, lahko smo drevo, lahko smo, ne vem, nek junak, kdorkoli.
pač izberemo in smo. In se ukvarjamo samo s tem, kar mi čutimo, kar se nam dogaja. Dajte se malo poigrati z otroki. Drugače pa so one čistilne izreke za otroke, lahko jih narediš tudi ti v mislih tam za reči potiho za njih. Lahko jih naučiš, da pač jim razložiš, kaj so sodbe na en drugačen način in jim preoblikuješ, da ne daš besedo sodbe notri, da daš tisto, kar oni dojemajo kot sodbe. Tako da, ok. Še eno stvar sem hotla. Meni tle non-stop zvončlja, vi to vse slišite? Ne, super, odlično, ki se mi folk prijavlja, še vedno se prijavljajo na to dogodek. Ok, torej, če bi si jaz dovolila prejeti vse sodbe, ki prihajajo k meni, ma zares prejeti, takrat bi zmagala. To pomeni, da bi jaz lahko zdaj, vi karkoli rečete v zvezi z mano, v zvezi s tem, kar vidite v zadju, v zvezi s tem, kar ste zvedli o meni, kar so vam rekli o meni, v zvezi s čemerkoli, okay? In da se jaz s tem ne ukvarjam, da ne grem v reakcijo, da ne odreagiram, da rečem, ok, hvala. To pomeni prejeti sodbo. Da ti nekdo reče, ti si katastrofa, ti si grozna, ful slabo si to predstavljal, jaz ne štekam nič nikoli tam pri tebi, ko pridem, le, kako imaš grdo frizuro, ma si predebela, kako lahko si to izbrala, to ni cool. Da sem nanizala kar tako brez veze nekaj sodb. Ne? Ampak to so dejansko sodbe, ki jih je povedal nekdo, ki tako razmišlja, ki jih ima verjetno tudi sam do sebe ali pa pač živi v tem. To ne pomeni, da tisto, kar nam drugi tako rečejo, kar nam prav stresejo, da je to naš svet, da je to res za nas. Ok? Torej, to si lahko napišete. Ok? Vse sodbe, ki jih imamo v sebi, naj se razgradijo in uničijo. Poden pok. Evo, ta je ful taka easy, ful enostavna. Okay? Torej, samo si damo čistilni izrek. Vse sodbe, ki jih imamo v sebi, naj se razgradijo in uničijo poden pok. Ali pa dolgo verzijo, right and wrong in the bad, poden pok, and short boys and beyond. Okay? Lahko jih sproti razgradite, vsakič, ko se dvignejo, vsakič, ko se jih zavedate, vsakič, ko se karkoli v vašem življenju dvigne, ker zaznate, da so to sodbe. Ali da ste vi sodni nekomu, ali da je nekdo sodil vam, pač da ste priča nečemu. Evo je prišel lastnik une sablje gor križa. Je zbežal hitro. Okay. Tako da, kakšne sodbe uporabljam, da se za njimi skrivam in si ne dovolim se predstaviti sebi in svetu kot to, kar resnici sem. Wow, vse, kar to je, boste razgradili, uničili, povedali in preklicali zdaj. Wow, right and wrong in the bad, poden pok, and short boys and beyond. Wow, tle pa ful naboja, tle ful energije. Wow, torej, kakšne sodbe izbiram, si jih pripovedujem, da se z njimi skrijem. Torej, sodba, kot se reče na začetku, je lahko nekaj kao lepega, pozitivnega, kar zveni ful fajn, lahko pa je nekaj pač kao slabega, negativnega. In koliko sodb se mi sami sebi damo, ali pa jih prevzamemo, kupimo, nekdo nam jih reče in rečemo, ja, ok, ajde in se strinjamo z njimi, jih sprejmemo in se potem skrijemo za njimi. Koliko v resnici se vsi mi skrivamo za sodbami? Ok, si rečemo nekaj, izberemo nekaj v zvezi z nami in to smo kao in se ne premaknemo, smo tam nabiti. Tako da ves ta konglomerat, ta kup sodb, ki jih izbiramo, za katerimi se skrivamo, ki smo jih naredili tako vitalne, vredne, resnične, pomembne, da jih ne daj Bože ne moremo odstraniti, niti čez sekiro tam lemamo. Lahko vse, kar to je, razgradimo, ničemo, odpovemo, prekličemo, kad Godzilla. Okay. I the wrong with the bad for the pok. All the shorts, boys and beyond. Wow. Če eno vprašanje bom sprejela z veseljem, če se komu da tam natipkat notri. Če ne bo nobenega vprašanja, itek sledim energiji, bom naredila še kaj drugega. Ko boste poslušali posnetek, ki ga boste dobili, dajte si prepisati tudi, če vam je lahkotno čistilne izreke ali pa pač si zapomnite, na katerih minutah so, da jih večkrat naredite. Ker ful je dobro pri teh čistilnih izrekih od Accessa, tako kot smo prej naredili, da ga naredimo večkrat zaporedoma. Torej, naredim čistilni izrek enkrat, energija se spremeni, je drugače in ga naredim še enkrat. Ponavadi moje telo vedno gre,
se oddahne ali pa zeham, ful, včasih jočem, jočem, moje telo joče, ker se vedno nekaj spreminja, je ful lažje. In dajte ga čim večkrat narediti, dokler ni una energija, da res, letim, in ko je ta energija, ko letiš, pomeni, za tiste trenutek je dovolj. In ko spet se boš počutila uno, vse sodbe, ki jih izbiram, jih razgradim in uničim zdaj, right and wrong, good and bad, good and pokoj, short, boys and beyond. Vse je to, osnovno. Če ne pa pač tiste, ki smo jih prej še rekli. Sodbe o telesu. Tega je največ. Ker večinoma se šetamo po svetu z tem telesom, ne? Tukaj zdaj pravi, da dela maderoterapijo in imajo ženske toliko sodb po svojih telesih. Ja, ful, ma ne samo ženske, tudi moških imajo, vsi jih imamo, ker živimo v takem svetu, ker se ful izpostavlja, kakšno je telo in kakšno je pravo telo, pravilno, katero je napačno telo, katero telo je zdravo, ni zdravo. Tako da isto razgrajujemo sodbe, če so v zvezi s telesom, vse sodbe, ki jih imam do svojega telesa, jih razgrajujem in uničujem zdaj. Right and wrong, good and bad, good and pokoj, short, boys and beyond. In evo, 500-krat tega, vse sodbe, ki jih imam do svojega telesa, razgrajujem in uničujem zdaj. Krat Godzillion. Right and wrong, good and bad, good and pokoj, short, boys and beyond. In evo, opazujte, ko se že energija spreminja. Pa še, vse sodbe, ki jih imam do svojega telesa, naj se razgradijo, uničijo, odpovejo, prekličijo krat Godzillion. Right and wrong, good and bad, good and pokoj, short, boys and beyond. Vse sodbe, ki jih imam do svojega telesa, naj se razgradijo, uničijo, odpovejo, prekličijo krat Godzillion. Right and wrong, good and bad, good and pokoj, short, boys and beyond. Koliko sranja imamo v zvezi s tem. In koliko v bistvu s tem, ko dajemo sodbe stran iz telesa, se telo počuti lažje, bolj sproščeno in lahko začne sploh dihati. Naše teleso so fulno v krčih, pa ne samo, pač si napisala maderoterapijo, celulit. Eni bojo rekli, imajo, ne vem, preveč okrog obraz, eni imajo gube, eni imajo sive lase, eni imajo, ne vem, veliko rit, eni imajo premajhne joške, moški, ne vem, imajo premalo mišic, pa so preveč kosmati, pa so premalo kosmati, karkoli. Ful je tega. Tako da začnite delati to prisotnost, torej, da se vsak dan, vsaj 50-krat na dan spomnite, poglej, to sem jaz, imam telo, imam neko energijo, da se sploh začnete zavedati, da obstajate, ker dan leti in sploh ne štekamo, razen da gremo lulat, kakat, jest, in še to, kdaj pozabimo, ali pa se mučimo, sploh pozabimo, da smo, da obstajamo in da imamo telesa. Dajte prisotnost, energijsko se zavedati sebe, si vzeti 15 sekund, vdih izdih in z mislimi in energijsko napolniti svoje telo, prostor tukaj. Dajte to delati. In dajte si pucati za čistilnimi izreki. Access je v bistvu ful fajn, ker omogoča ful hitre spremembe, če se pač uporabljajo ta orodja, ne? Tako da, evo še to vprašanje, imamo še par minut. Kaj narediti, ko veš, da se približuje tvoja energija temu, da boš po pizdu, kako kao ljubkovalno, oklepajo eksplodiral od jeze, ne glede na to, ali pri otrocih, ker ne poslušajo, ali starš, ker te razjezi, ker te ne ceni, obsoja. Ali v službi, ko ti nekdo reče nekaj grdega, skratka, ko veš, da nisi več ti, imaš neko jezo v sebi in bi se rad otresel te energije v dnevu, da se potem ne vleče nekaj dni. Zdaj tako, jeza je drugače, je moteč vsadek, je implant. O implantih se ful dela v Accessu na seminarji temelji, ne? Zdaj pač v Access ima ogromno nekih delavnic, če bi vas zanimal seminar temelji, to je 4-dnevni seminar, je pač bars delavnica je predpogoj, zato ker če ne greš na temelje, ne štekaš nič, in pol greš lahko na temelje. Čez četrtek ta teden imamo temelji v Žarku sreče, Aleksandra Kuma jih vodi, tako da tam je ful o teh implantih. Zdaj pač jeza, to je implant, to je moteč vsadek. To je nekaj, kjer v bistvu te zamoti, zato da nisi prisotna s tistim, kar se dogaja. Ne? Tako da, ko se zgodi jeza, je najboljše, lahko si narediš ne vem, čistilni izrek, čisto kakšen preprost, ne vemo, kje se posod, ker zdaj izbiram jezo, naj se to razgradi in uniči, right and wrong, good and bad, good and pokoj, short, boys and beyond. In vdih izdih, energijsko se napolniti, lahko se eksplodirate kot bitje, razširite vse smeri, da ste prisotni s tisto situacijo in začnete postavljati vprašanja. Kaj bo zdaj prispevek, da naredimo, kaj lahko naredimo v zvezi s tem.
In ko se stvari vlečejo, pomeni, da niste zares izbrali. Ker ko mi zares nekaj izberemo, se stvari takoj spremenijo. Tako da, če se stvar vleče, ponovi vajo še enkrat. Ok, evo še to preberem in potem bomo zaključili. Ok, zdaj sem dobila vprašanje, da ko se gre za druge ljudi, ni panike, ampak kaj takrat, ko samega sebe obsojamo, kaj pa takrat, to te pa ubija, ne? Ja, dobro jutro, največ sodb dajemo itak sami sebi, pol malo daš drugim ljudem, ampak večinoma čisto vsi, vsak izmed nas, največ sodb dajemo sebi, ker smo zahtevni do sebe. Tako da identično, vse sodbe, ki jih imam do sebe, naj se razgradijo in uničijo, right and wrong, good and bad, pod and pockle and short, boys and beyond, 100-krat na dan, če je treba, vsak dan. Lahko si daste, evo, domača naloga, ne vem kdaj, danes ne, po moje jutri vam bom enkrat vam pošljem ta posnetek, poslušajte ga, prepišite si čistilne izreke, znajte si, naredite, kar vam je bolj lahkotno in pejte vsak dan te čistilne izreke v zvezi s sodbami. Pa ziher jih še kakšne druge ste, ki je že slišali, si jih prepišite in delajte jih vsak dan, en mesec. In boste videli, da že po enem dnevu, 2 dneh, 3 dneh, če boste res to delali, se bojo ful stvari spremenile. Ok? Samo treba delati. Tako da, ok. Hvala za vaš čas in kako je lahko še boljše kot tako, uporabljajte kliringe in kaj bi bilo potrebno, da bi si nehali soditi in bi živeli življenje, ker smo v popolnem dopuščanju tega, kar smo, kar je naše telo, tistega, kar se zavedamo in zaznavamo v zvezi z drugimi in da res nič ni prav, nič ni narobe in da je popolnoma ok, če nekdo dela nekaj, kar nam ni všeč. In da je popolnoma ok, ko se zalotimo, da smo mi nekje zasrali, zajebali in naredili nekaj, kjer nam ni všeč, kaj če je vse ok, ker vsaka izbira kreira in vse, kar smo izbrali, bo nekaj ustvarilo. In če nam ni všeč to, kar smo ustvarili s tisto izbiro, pomeni, da pač drugič ne bomo več to izbrali. Ko ne vem, ko ste igrali kot otroci, kot odrasli, kakšne družabne igre, kjer so bile kakšne taktike, pa naj bojo karte, monopoli, karkoli. Ok? Vaja dela mojster dela vajo. Večkrat, ko smo igrali neko igro, smo se že zverzirali, smo neke taktike videli, če bom to naredila, se bo ono zgodilo, če bom to naredila, se bo ono zgodilo. V realnem življenju našem je enako. Torej, če ti ni všeč tisto, kar se sedaj dogaja v tvojem življenju, je zato, ker si neko izbiro v preteklosti izbral ali izbrala, ki je to dogajanje sproduciralo. Torej, kaj sem izbrala, da sem si to skreirala, je eno ful dobro vprašanje. Evo, še en cukrček. Kaj sem si zdaj izbral, da sem si to skreirala? Ok, menjujem to izbiro, karkoli zahtevam, konec. Zdaj pa moram iti. Moram peljati hčerko na en dogodek. Čau, lepo bodite.